Mnogi ste v tem dopustniškem času iskali sobo ali apartma za čas počitnikovanja. Ali lastnik potem bivanje prijavi ali ne in seveda ali plača davek, nas ponavadi ne zanima. Oddajanje počitniške strehe nad glavo pri nas pogosto poteka na črno. In početje nihče tudi ne preganja. Načelno pa bi se s tem problemom moralo ukvarjati več inšpekcij, od stanovanjske do davčne in občinske. Vendar pa zato nimajo ne volje, ne potrebnih pooblastil. Država pa, kot da bi želela še dodatno spodbujati črno ekonomijo, je v noveli stanovanjskega zakona še zaostrila pogoje za tiste, ki zakonodajo že spoštujejo. Ker smo prepričani, da je problem obvladljiv, smo preverili tudi, kako se z oddajanjem na črno spopadajo v sosednji Avstriji in na Hrvaškem. Oddajanje počitniških kapacitet na črno najbolj prizadene turistično razvite občine. V Bohinju tako ocenjujejo, da sobodajalci vsako leto zase obdržijo za okrog 90 000 evrov turističnih taks. Ja, jaz moram reči, da se s tem ukvarjamo od nastanka občine Bohinj. Že tistega leta 1998 je občina Bohinj sprejela odlok o turistični taksi na osnovi zakona o pospeševanju turizma, noter zavezala sobodajalce, da morajo mesečno pošiljati poročila o nočitvah. Dejansko se pa realno gledano ne da pravzaprav nič narediti. Kolikor pač ne pošljajo poročila, jih seveda predlagamo k sodniku in vse te predlogi za kršenje odloka o turistični taksi so bili ovrženi, tako da v končni fazi nihče ni za nič odgovarjal, občina je bila pa prikrajšana za lepe denarje. Izpad dohodka občino zelo boli, vendar nima ustreznega mehanizma, ki bi to preprečil. Čeprav se vsaj Bohinju bolj ali manj ve, kdo oddaja na črno, pa je to zelo težko dokazati. Nimamo vstopa v hišo, ne vemo ali so ali to oddaja na črno res je, ali to oddaja na črno res ni. Ravno danes smo skupaj raziskovali en primer, ampak na koncu smo ugotovili, da je recimo oddajanje ene hiše, torej mi dobivamo poročila tudi o nočitvah in ne moramo preveriti, ali so v te stvari uštete vse 3 hiše, ki jih pač ta dotična oseba oddaja ali ne. Ravno tako kot ne moramo vedeti, ali je on imel malo turistov ali veliko turistov v tem obdobju. V Bohinju so za odkrivanje kršiteljev razvili poseben računalniški program, ki število prijavljenih nočitev primerja s porabo vode in elektrike, ter tako ugotavlja morebitna odstopanja. Vendar pa tudi v teh primerih kršitelja lahko le pozovejo, naj spoštujejo zakone. Naša pristojnost v tem trenutku je samo ta, da tudi te ljudi, za katere se pač vemo, pa niso zavedeni v naše stvari, opozorimo, da je treba odvajati te stvari skladno z odlokom. Da smo ugotovili, da so ti podatki zelo čudni, da nam ne odgovorijo, zakaj pač so, ne vem, število je toliko majhno in jih pač pozvati, da ne pač sledijo temu, kar je odlok in zakon. Drugih vzvodov v tem trenutku mi nimamo. Ljudje so vsi dobro informirani in pa seveda, bom rekel, seznanjen s tem, kaj jim kdo lahko stori. In za primer povem, Hrvaška je znala urediti problem turistične takse. Če gre danes nekdo na Hrvaško in se ne prijavi, so sankcije sila jasne, tudi ukrepanje je jasno. Pri nas je pa to neka anarhija, ki seveda, ne vem, imam občutek, da pravzaprav nihče niti ne želi odpraviti, ker je to turistična taksa izvirni prihodek občine in država pa smatra, naj se občina sama potrudi, pa to izterja. Vendar brez zakonske podlage to ne more narediti. Na Hrvaškem so se problema lotili precej bolj odločno, vendar pa so svoja prizadevanja zaenkrat usmerili predvsem proti tujcem. Hrvaški inšpektorji so že pred leti napovedali vojno sivi ekonomiji v turizmu. Na tapeti so se znašli predvsem tisti, ki oddajajo plovila ter apartmaje ali sobe turistom. Lani, nekako v tem času, so hrvaški mediji pisali, da so inšpektorji zaprli nekaj apartmajev slovenskih in avstrijskih lastnikov, v katerih so dopustovali njihovi domnevni prijatelji. Seveda so bili vsi neprijavljeni. O tem, koliko sob in apartmajev domačih lastnikov so obiskali inšpektorji, mediji ne poročajo. Do teh podatkov tudi ni mogoče priti, tako da imamo včasih vtis, da je ta boj proti sivi ekonomiji uperjen zgolj proti tujcem. Tak vtis je še okrepil finančni minister, ko je dejal, da je odklenkalo tistim tujcem, ki na Hrvaškem oddajajo turistične zmogljivosti, pa ne plačujejo davkov in turistične takse, kot da bi bili domačini cepljeni proti izogibanju davkom. Med tujimi lastniki, ki se s tem ukvarjajo, so na prvem mestu Avstrijci, sledijo jim Slovenci in Nemci.
Kdor krši pravila, mu grozi začasno zaprtje objekta ali zaseg plovila in še visoka denarna kazen od 300 pa do nekaj tisoč evrov. Z visokimi kaznimi in temeljitim nadzorom pa oddajanje na črno uspešno preganjajo tudi v sosednji Avstriji. Avstrijski finančni sistem, to se pravi finančni uradi, so zelo eficientni in so kontrole zelo stroge, tako da nimaš kaj prikrivati, kar je tudi pravilno. Se tudi noben ne more privoščiti, ker bi rekel, da je v zadnjih letih število gostov pešalo, se vemo za težave v krožkem turizmu. Zato se tudi noben ne more privoščiti, da bi še karkoli skrival. Kakšne so pa kazni, recimo? Ja, prvič, da če se ugotovi, da si karkoli goljufal, plačaš seveda tiste davke, ki nisi jih odvedel. Drugič pa imaš zelo stroge kazni, ki grejo tudi eventualno do odvzema obrtnega dovoljenja oziroma koncesije. Dejstvo je, da v Sloveniji oddajanja na črno ne preganjamo. Lahko bi rekli, da ga celo spodbujamo. Zakonodaja kratkoročnega oddajanja ne smatra zgolj kot dejavnost, ki ureja zakon o gostinstvu, temveč lastnikom omogoča, da stanovanja za kratek čas oddajo tudi po stanovanjskem zakonu. Zato je nadzor še toliko težji. Stanovanjski zakon pušča možnost oddajanja za kratek čas, kot sem rekla, za dan. Vi lahko naredite za počitniško stanovanje ali pa za tele v Ljubljani stanovanjsko najemno pogodbo za dan. Pravite, da odbivate. Noben inšpektor ne sme v stanovanje. To se pravi, da ni možno izvesti nadzora zaradi tega, ker se v stanovanjskem zakonu ne loči, kaj je trajen stanovanjski najem, kaj so pa vse druge rabe. Če bi on to uredil, bi se dejansko veliko več stanovanj in počitniških kapacitet in stanovanj, recimo takole v Ljubljani, oddajalo legalno. Predvsem v Ljubljani velika večina kratkoročnega oddajanja stanovanj poteka na črno. Poleg večjega zaslužka temu botruje tudi zakonodaja, ki vse bolj zaostruje pogoje za pridobitev dovoljenj. Novela stanovanjskega zakona tako po novem zahteva, da mora tisti, ki želi stanovanje oddajati legalno, pridobiti soglasje več kot 75% vseh etažnih lastnikov. Leta 2006, ko smo mi to soglasje iskali, je bil potreben delež več kot 50%, pa lahko jaz rečem, da sem jaz več kot pol leta ta soglasja pridobivala. Danes si to ne znam predstavljati, da bi ga pridobila. Še nekaj bi rada povedala, da je bila to novogradnja in iz tega vidika lahko rečem, da je verjetno to soglasje bilo pridobljeno. Če bi šla jaz v nek starejši objekt pridobivati ta soglasja, jih verjetno ne bi dobila. Težko prepričamo ljudi, da zberejo dovoljenja, pa da potem oddajo. Pa potem so pa zadovoljni. Imamo tajnico, ki ima penzijo, skoraj nižjo, kakor dobi od ene oddaje stanovanja. Dobi 700 evrov na mesec, ko vse davke poplača in ko še dohodnino poplača. Samo tukaj je pa tudi davčni vijak. Glejte, sem vam rekla, tista uboga tajnica, ki ima penzijo, ne vem, verjetno ne 600 evrov, je mogla kljub temu še 500 evrov menda dohodnine dati, samo zato, ker en stanovanje oddaja regularno. A vidite, kje pobiramo denar? Ja, zato se meni ne zdi pošteno, da zakonodajalec tako zaostruje te pogoje, ker v končni fazi bi lahko pridobili vsi. To se pravi, država bi lahko pobrala davke, lastnik bi imel nek določen prihodek, najemniki oziroma iskalci apartmajev bi imeli pa nižje cene, ker bi bila ponudba višja. Apelirala bi, da bi se tukaj res zakonodajalec potrudil, pa bolj prijazne zakone sprejel. Pa verjetno potem bi tudi lastniki bili pripravljeni to zadevo legalizirati oziroma legalno delati na tem področju. Vendar pa zaenkrat nič ne kaže, da si država želi preprečiti oddajanje na črno. Zato tudi ni čudno, da imamo v Sloveniji uradno 80 000 praznih stanovanj, kar je skoraj 10% celotnega stanovanjskega fonda. Obenem pa imamo 30 000 neprofitnih stanovanj, potreba po njih pa le še narašča. Če primerjamo oba podatka, je jasno, da je v Sloveniji stanovanj že sedaj dovolj, le prepoznati jih moramo za človekov dom in ne le kot sredstvo za služenje.